Dober večer, dobrodošli. Najlepša hvala, gospod župan, za to uvodno predstavitev. Pozdrav in besede. Dobrodošli vsi, ki ste prišli in tisti, ki še prihajate v to dvorano. Dober večer, gospod Jože Trobec. Dober večer. Vas bomo v nadaljevanju spoznali, ne? Poznamo vas po Vučku, pa še po mnogo stvareh, ampak jaz verjamem, da boste še kaj novega, upam, da razkrili v naslednji uri, ko se bomo družili. Upajva. Sicer sem si pa tako zapisala v uvodu, če bi moj nocojšnji sogovornik sledil poklicni poti svojega očeta, bi bil čevljar. Čevljar, da. Moj oče je bil čevljar. Tako je pa, vidite, kot apel podobo na ogled postavil. Tako. A očitno je umetniška žilica v družini Trobec vseeno dobila medgeneracijsko noto? Ja, ker bojda je moja mama znala lepo risati podobice, čeprav moram reči, da v življenju nisem videl nobene njene risbe, ampak obe hčeri, ena je slikarka v Španiji, druga se ukvarja z oblikovanjem, slikarstvom, petjem, pa živi v Ljubljani, tako da ste prenesli to naprej. Jaz rečem, pri nas v družini ga samo za delati, ni sami umetniki. Ena je celo povezana tudi s stavbo, v kateri smo se srečali, ne? Ja, tako, ker je hčera starejša je bila izbrana na tečaju za logotip mestne knjižnice v Kranju. Sicer pa je gospod Jože Trobec, kot ste slišali, zelo iskriv sogovornik. Po končani akademiji se je zaposlil v Iskri, potem pa kar hitro začel tudi svojo samostojno, ustvarjalno in kulturno pot, nam bo povedal nekaj več o tem. Rojenega Kranjčana se mi zdi ves čas vleklo domov, ne? V to domače mesto, od katerega se ni ločil. Glejte, Kranj je moje mesto in verjetno ga ne bi zamenjal z nobenim drugim na svetu. Bil sem 5 let zaposlen v ljubljanski Iskri, takoj po akademiji. Bil sem v ekipi Davorina Savnika, takrat je bila ekipa oblikovalcev, moram reči, svetlobna leta, pred oblikovanjem vseh v bivši Jugoslaviji, tako da sem imel 5 let enih krasnih izkušenj. Bil sem tudi v ekipi, ki je naredila znameniti Fittipaldi, jaz sem se ukvarjal z embalažo. No in potem po 5 letih, ko sem se naveličal voziti v Ljubljano, sem rekel, da bi bilo fajn spoznati tiskarno, ker če si hotel biti oblikovalci, je bilo fajn, da si spoznal tiskarstvo. No in sem bil zaposlen 2 leti pa pol v Kranjskem Gorenjskem tisku, kot je pisalo, kot risar. No in potem pa sem šel pa še na Gorenjski sejem, kjer sem bil, kakor so mi rekli, propaganden šef, se je takrat reklo temu. No, potem sem šel pa sem postal samozaposlen v kulturi, to se pravi, da sem praktično 35 let bil samozaposlen v kulturi. In sami bdeli nad tem, kako bo šla vaša pot, kako bodo šla naročila. Moram pa reči, da smo veliko srečo in sem že, to se pravi, letos imam že praktično 40 leto delam z Nedeljskim dnevnikom, delal sem še za Nedeljski dnevnik, še včasih, ko je imel naš časopis 200 000 naklade, zdaj ima tega malo manj, ampak še zmeraj smo vodilni v Sloveniji in tudi večina teh karikatur, ki jih lahko vidite, teh športnikov in pevcev je bila v bistvu narejena za časopis. Čeprav se je sama ideja teh športnikov rodila, mislim, da leta 2018, ko sem dal Tofu idejo, da bi pripravila koledar slovenskih športnikov in da bi bil izkupiček šel za otroke z rakom. No in moram reči, da je bila prvo leto je bila akcija izredno uspešna, da smo nabrali, ne vem, okrog 35 000 evrov. No potem drugo leto je bila tudi zelo uspešna, no tretje leto je pa moj prijatelj Tof nekaj vse se mu ni šlo, no tako da je bilo veliko dela za nepravi efekt, tako da po naslednjem letu ga ni bilo več. No potem sem pa začel risati pevce, ker sem imel idejo, da bi naredil spet koledar s pevskimi legendami v podobne namene, no sam mi do zdaj še ni uspel dobiti nekoga, ki bi sprejel to idejo in jo izpeljal. Ampak ko takole s pogledom zaobjamete vse te karikature, recimo tukaj v dvorani,
Kako se počutite? Najprej ste ocenili, če je dobro natisnjeno, ne? Tiskanje ste spremljali v živo, da bo tako, kot mora biti. Poglejte, če to ravno tako, poglejte, moram povedati, da me je danes obiskal prijatelj iz Celovca, gospod Peter Pismestrovič, to je vrhunski karikaturist, ki dela v Celovcu že vsa leta, ampak kar je bistvo, ne vem koliko, 30 let kontaktirava in se poznava po internetu, nisva se pa še srečala. In danes ga zagledam pred knjižnico, zjutraj mi še po Facebooku poslal čestitko za otvoritev, danes ga pa zagledam pred in dajte en majčken aplavz za našega karikaturista. Ja, kako lepo srečanje ob tej lepi priložnosti in kot mi je povedal, ko je sam pogledal razstavo, seveda vaše delo spremlja že praktično celo svojo pot. Poznava se že takrat, ko sem začel jaz delati za zagrebški studio, on je delal svoje časopise, to je bilo leta 76, se nekako slediva, tako da danes so se pa srečala. Ampak rekel mi je neverjetno, kako mala je Slovenija in koliko znamenitih osebnosti v svetu športa, v svetu glasbe ima, ki so jih vsi poznali, tudi v času bivše Jugoslavije. Ker če pogledate te športnike, to so vsi svetovni ali olimpijski, vsi ti, ki so narisani, ali so svetovni prvaki ali olimpijski prvaki. Tako da morda sem kakšnemu pomembnemu športniku naredil krivico, ampak nažalost je galerija premajhna, niso šle vse karikature, ampak mislim, da sem glavnino teh res veličastnih naših športnikov in je to, če pomislite, res nekaj neverjetnega. Če vse te medalje preštejemo, ki so na teh stenah, je to neverjetno. Vsaj eno ste videli v živo, ampak o tem bova še malo pozneje. Sicer pa, če pogledam pa glasbenike, ako slikate oziroma ko ustvarjate, poslušate kakšno glasbo? Poglejte, več ali manj vse te glasbenike poznam. Sem tudi njihovo petbe, jaz rad poslušam različne zvrsti glasbe, tako da vse osebno poznam. Ni v ateljeju tišine? Kako? V ateljeju ni tišine? Ja, pa je kar. Moram reči, da nisem iz tistega vica, da bi si nabijal kakšno muziko, da imam rad pri delu, ker delam, me mir pa tišina prvo nič ne mota. Tako da sem sposoben ure in ure sedeti pa delati v tišini. Na 100 karikatur se je nabralo gospod Trobec, ampak povedali ste mi, da najstarejša, ki jo imate ohranjeno, pa seže v leto 1968. Tako je, to se pravi, prvo karikaturo, ki se jo spomnim, sem naredil v prvem letniku srednje šole, ko sem šel na prakso v Tekstil Indus. No, to je taka luštna anekdota. In sicer je en hišni prijatelj, ki je mene imel kot majhnega otroka zelo rad, in sva bila skupaj noter v oddelku, kjer smo risali vzorce za tkanine, tako je bil takrat postopek, da je bilo te filme treba vse na roko narisati pa tako naprej. In vem, da enkrat med malcem mi reče ena sodelavka, je rekla, dej ga nariš, Je bil pa tak fajn figura, in mi da so tako sedela, jaz prekraje sem ga fino narisal, moram reči, da ni bila slaba karikatura, in ko je on šel ven, sem mu jaz to dal na mizo. Človek je prišel noter, prijel tisto karikaturo v roke, jo zmečkal in šel ven. In ko se je vrnil, sem rekel, ime mu je bilo Buce, sem rekel, Buce, kaj ne pa jaz zdaj delam? Je pa rekel, takole ti bom rekel, zaradi mene greš lahko na štenge zdaj. In me ni več pogledal od tistega trenutka in ne pozdravil. Naslednja karikatura, ki se je pa ohranila, je pa leta 68, sem pa mojega očeta naredil z šuštarskim stolom, in to imam pa še ohranjeno, tako da to pa imam še doma. Glede na to, da mnoge vaše podobe, recimo Čenča ali pa seveda Vučko, nas spominjajo tudi na otroška leta, kako se pa vi spomnite na svoje otroštvo, gospod Trobec? Kaj pa vem, jaz samo zanimivo otroštvo. Veste, kako to so bili drugačni časi, ni bilo interneta, ni bilo telefonov, tako da sem bil doma bolj malo. Moj dom je bila Kokra, moj dom je bil Strupijeva jasa, preganjali smo se, hodil v nešteto krožkov,
in že od malega seveda je bil tudi navdušen športnik, tako da se pravim, da sem igral tenis, sem igral nogomet, potem smo trije fantje na štadionu eno zimo ustanovili hokejski klub Asparagus, 4 dni polivali teniška igrišča, da smo naredili led, smo imeli 2 fanta, ki sta naredila bando, tako se pravi, da smo sami to ugradili. No in prvo tekmo smo imeli s hokejskim klubom Tržič in jih premagali 19:1. Potem tega hokeja je pa še ena luštna anekdota, ki jo zelo rad povem, da potem smo se pa mogli seveda, ker Asparagus ni šel skozi in smo postali hokejski klub Triglav in smo tudi dobili prve drese. In sicer smo dobili drese od jugoslovanske reprezentance, ki je igrala na olimpijskih igrah v Grenoblu. No in se spomnim, da takrat smo imeli trening, ne vem, ob 9:30 v hali Tivoli skupaj z Jesenicami. Tako da smo imeli pol igrišča Jesenice. To se spomnim, moram povedati, temu smo rekli igrati na male gole, igrati petelina, sem igral petelina s Tišlerjem pa s Felcem, tako da to se mi fajn zdi. Ampak kar je bolj pomembno, da je gospod, ki vozil rolbo, oče poznejšega selektorja, vem, da nas je sred treninga nadrl in smo mogli to garderobo, ker smo imeli še grbe jugoslovanske gor na dresih in imam še danes doma slike, ki tako lepo Abšlesa, ki je bil grb gor narisan. No in druga taka je, pa smo šli na pokalno tekmo v Celje, že kot hokejski klub Triglav in seveda fantje, takrat smo bili mladi, ki prav veliko nismo vozili okrog avtomobilov, avto ni imel nihče in z avtobusom je bil to za nas prav velik dogodek in vem, da smo šli čez Trojane in seveda, kako ne bilo, da se mi ne postavili na krofe, se najedli tistih krofov in rezultat v Celju je bil 20:1. Pa najboljši je bil golman. Vidite, to so takšne zgodbe, ki se zapišajo človeku, ko takole se spomni nazaj. Kaj so pa doma rekli, ko ste se odločili, da bo vaša pot umetnika, da boste šli na akademijo? Ja, ni bilo nobenega posebnega navdušenja. Moja mama je hotela, da bi bil gradbeni tehnik, ker je nekoga poznala enega gradbenega tehnika, ki je prav fajn služil in je rekla, da so pač umetniki vsi pijanci, inženirji so pa lepi, tako da je imela tak pogled, no, ampak jaz jo nekako nisem poslušal, tako da sem vseeno se upisal po šoli za oblikovanje na akademijo in jo leta 71, oziroma med 70 in 71 sem diplomiral, sem končal. In potem, kot ste rekli, šli naprej nabirati izkušnje. In potem šli naprej nabirati izkušnje. Tako. Takrat je bilo jasno, da greš v službo, da se to dela. Takrat ni bilo problem s službam. Imel sem isti dan, da bi šel lahko v Kranjsko Savo ali pa Ljubljansko Iskro. In jaz sem, moram reči, na srečo izbral Ljubljansko Iskro in nabral kar dobre izkušnje. Kot ste rekli, oblikovanje je bilo takrat svetlobna prihodnost, ne, naprej, če gledamo. Iskra je bila takrat, moram reči, res svetlobna leta v načinu, v pristopu in v delu na področju oblikovanja. Seveda pa se vsi spomnimo oziroma vsi poznamo tisto prelomno leto tudi v vaši karieri. Pravzaprav je bilo že leto 1981, ko ste se odločili, da se prijavite na en natečaj. Ste se že prej prijavili na katerega ali je bil ta čisto prvi? Ne, to je bil zdaj edini natečaj v mojem življenju. No, vidite. Kako je bilo? Ste prebrali razpis in rekli... Jaz sem prebral, takrat sem bil v službi na Gorenjskem sejmu. Sem prebral tisti razpis, imel sem že narisano eno zanimivo serijo figur živali so mi bile zmeraj blizu in pa sem rekel, zakaj jaz to ne bi naredil in sem to nekako naskiciral, narisal in vrgel predal. No in moram reči, da tik pred Zajci me je žena bivša praktično porinila, da sem to dal na pošto, tako da so rekli v Sarajevu, da so dobili ta natečajni prispevek točno 5 pred 12 do roka.
čeprav so mi pol zaupali, da bi pogolfali, če bil tudi malo čez. Ker je tako izstopal med... Ja, izstopal je, bil je narejen tako profesionalno, ker moram reči, da me še danes ne bilo sram tega izdelka, tako da so rekli, da bi to v vsakem primeru oni, čeprav je šel potem sama maskota je šla na glasovanje v jugoslovanske časopise. Je bil izveden v vseh velikih časopisih razpis in so potem ljudje glasovali, je bilo ponujenih 6 maskot, od tega smo bili 3 Slovenci. No in kot se spodobi, jasno po razpisu se je eden od Slovencev pritožil, koliko se spodob, in so vse skupaj razveljavili in potem še enkrat ponovili spet v vseh časopisih ta razpis, no in je spet premočno zmagal, tako da je bilo pač, koliko je bilo pola. Premočno to pomeni, da ste zbrali več kot vsi ostali skupaj, a ne? Tako, ne, čeprav je zanimivo, potem, ko sem jaz gledal te prispevke, bilo jih je, mislim, da 1280 in da je bilo vse živo, samo volk je bil eden, ne. Ja, volk, ki se imenuje Vučko, torej mali volkec. Zdaj, če ga jaz ne bi nosila in če bi vi zamižali, a lahko dvignete roko vsi, ki si predstavljate podobo Vučka, če takole zamižite? Veste, o kom govorim, o čem govorim. No, vidite, gospod Trobec. Ja, gledajte, o tem moram, da so celo knjige pisali, da je to en mali fenomen, zakaj in kako, da se je ta, po enem angleškem novinarju je to najbolj popularna maskota vseh časov na svetu, ker običajno po teh raziskavah te maskote ne preživijo več kot 2-3 mesece, ne, potem gre to v pozabo ali se privlečejo še mrčni dan. Ta maskota pa 40 let, danes pa v Sarajevu je mar biti najmanj toliko ali pa še bolj živa, ki je bila. Skoro ni več, gledam te nadaljevanke, da ni v kakšnem kadru mojega Vučkota, ne. Gledala sem eno video Olimpijskega muzeja Sarajevo v začetku letošnjega leta, so ga pripravili in govorili o Vučku in tudi spraševali mladež na sarajevskih ulicah, če vedo, in seveda ga dobro poznajo in pravijo, Vučko je naš še vedno, ne? Ja, to je neverjeten in to je fenomen, ampak zdaj mi povedal spet eno anekdoto izpred leta in pol, ko me kontaktira, dobim pošto iz Sarajeva, enega polkovnika, ene vojaške, desantno, ne vem kakšne enote bosanske vojske, ki je bila na usposabljanju v Ameriki. In mi piše, gospod pravi, da so bili v Ameriki in so si dali na uniforme Vučkota. Prav jasno, vsi tam si menjavajo te znake, vsi so hoteli tega Vučkota imeti. Prav, zdaj pa problem, ker nam naš generalštab, ali kako se jim reče, v Sarajevu, tega Vučkota ne dovolj imeti na uniformah, če nam vi to ne dovolite. Ampak bistvo tega je bil zadnji stavek, ki mi ga je napisal, ne. Je rekel, veste, gospod Trobec, edina stvar, okrog katere se v Bosni vsi poenotimo, to je Vučko. Svet bi ga potreboval, ne? Ja, tako da. Če gledamo globalno. In tudi takrat vam je, mislim, da župan Sarajeva nekaj rekel, ne? Takrat pred olimpijskimi igrami. Ja, gledajte, to je bil poseben čas, Jugoslavija je bila poseben čas, kdor tega ni doživel, ne more vedeti, to je bilo velika pisarna, 8 foteljev noter, to je bil poseben način dela in takrat me je župan na drugem sestanku rekel, Joža, ako dovedeš ovog Vuka među narod, skidam kapu. Pa je potem dal klobuk dol? Je, ker je bilo pa res to poluspešno. Ja, lani ste seveda velikokrat se spomnili, 40 let je bilo od teh olimpijskih iger v Sarajevu, tako da sem prepričana, da so oživili vse te spomine. Vi ste pa tudi malo odpotovali nazaj, ne, in se spomnili na to svoje sobivanje s tem prijaznim volkcem. Ta Vučko me spremlja čisto na vsakem koraku. Se pravi, malo srečujem ljudi, ki so bili v Bosni, pa se mi javljajo, skratka, res me spremlja, ne, tako da. Tudi slovenska izseljenska skupnost v Sarajevu ga dobro poznam? Ja, bil sem celo 2-krat njihov gost, 2-krat sem bil v Sarajevu, to je društvo Ivana Cankarja in 2-krat sem bil celo njihov gost, imeli smo enkrat eno manjšo razstavo v Sarajevu.
Ampak tisti znameniti nastop Jureta Franka v Sarajevu ste si pa tudi leta 1984 ogledali od blizu. Ja, imel sem veliko srečo, da sem stavil prav pod stopnicami, ker sem tik pred zdajci so mi poslali za vabilo za olimpijado in za akreditacijo, ko sem imel, moram reči, da sem stavil točno pod stopnicam, ki je na smučišču dobil tisto prvo priznanje. Še nekaj bi rada vprašala, gospod Jože Trobec, ko govoriva o Vučku, rekli ste, da ste še danes ponosni na to, kako je narejen in da je še danes na nek način sodoben in modern. Narisali ste ga pa na roke, s šestilom. Ja, se vidite, takrat to ni bilo, ampak pogledajte, to je zanimivo. Jaz sem takrat v Gorenjskem tisku, sem prvič prišel v kontakt z računalnikom in sicer oni so imeli lasersko izdelovanje nožev za rezanje, da rečemo po domače, štancajo cigarete. In takrat sem prvič videl, kako je računalničar vnašal podatke v računalnik, kako bo, ne vem, tekla tisti laser, kako teče potem, ko reže. No in jaz sem takrat pol razmišljal, kako bi si ga dal fajn to z ravnimi črtami. No vem, jaz sem dobil računalnik 20-25 let po tistem, ker sem ga jaz na roko narisal, ampak zdaj ga lahko narišem tako, seveda v parih minutah, ker sem ga takrat na roko. Tako da moram reči, izbral sem pa tudi tak način risbe zaradi tega, da sem se oddaljil od Disneyovske risbe, da ne bi bilo že tako je bilo recimo učitek za Mustrovega lakotnika, da sem se oddaljil od njegove risbe, od Disneyjevih risb in sem praktično delal čist likovni znak in se pravi, mi ga ne bi bilo sram danes narediti po tolikih letih z vsem izkušnjam. Bomo že našli rešitev, mislim, da so znane besede Zvitorepca, Mikija Mustra, s katerim sta bila pa tudi v zelo dobrih odnosih, ne z Zvitorepcem, ampak z Mikijem Mustrom. Tako, z Mikijem Mustrom sva bila, srečala sva se na moji razstavi Podobnik, zdaj v Inštitutu Borisa Kidriča v Ljubljani in on je takrat pristopil na otvoritvi in je rekel, da on je hodil vsako jutro plavati, je rekel, vsako jutro po plavanju grem pa pogledati te tvoje karikature, ki so mi tako všeč. In je rekel, veste, enkrat sem ženo, sva šla nekam na obisk in nisva vedela, kaj bi gospod donesla, pa pravi žena, ja pa zdaj še ti ga nariš, tako kot je Trobec narisal. Jaz sem ga risal za 60 let, no in je rekel, takrat sem tudi jaz začel portretne karikature risati, ker predtem jih on ni risal, portretnih, potem je mu pa kar uspešno pot v teh karikaturah. Se pravi, sta poznala delo enega drugega, absolutno, potem sta se tudi kar velikrat družila, če sem bil jaz v Ljubljani, sem ga obiskal in tako da, moram reči, sva bila velika prijatelja, jaz sem se celo življenje, je moja taka skrita želja animacija, da bi animiral, on je bil za to svetovni prvak, mu jaz rečem, no in mi je kazal te svoje stvari, potem sem ga jaz povabil domov, ki sem mu že tehnologijo, kako se zdaj to dela na računalniku in tako naprej. Tako da sva se, moram reči, kar velikrat sva se družila. V življenju marsikoga je zelo pomemben človek, mentor, ki te navdihne. Če vi pomislite, ste imeli kakšno takšno osebo na tej svoji ustvarjalni poti na začetku, za katero bi res lahko rekli, to je bil mentor, ki je v meni prepoznal ta talent in me navdihnil? Pa to pa skoraj težko reči. Moram reči, da mora biti moj brat. Poglejte, moj brat je bil moj starejši, žal pokojni, ki mi je tudi pripravil do tega, da zdaj zbiram te moje karikature, pripravljam knjigo, ki bo morda enkrat ugledala luč sveta in je zdaj že, mislim, da je noter že bliž 1700 karikatur. No in moj brat je bil izjemen risar, izjemen, da sem žal se ni šolal, tako da me je potem zmeraj on vzpodbujal. In spomnim se njegove kartice, ki je bil v vojski, ki sem bil star 7 let, ki sem sosedu v ulici narisal pansko končnico, seveda, in sem opisal, da sem naredil sosedu Novaku pansko končnico in mi napisal, ko pa prideva dambova, pa skapo roke plunila. No, tako da je bil moral zelo velik risov in sem pol hodil imel gore eno sobco gledati,
kje te oljnate slike, pa tako delal, da morbiti bi lahko rekel, da je bil ta moj brat Peter ene vrste spodbuda, pa ene vrste mentor. Da ste se lotili tega, Tako. da ste šli to pot. Ste potrpežljiv človek? Kako? Ste potrpežljiv človek? Ja, za določene stvari, ja. Menda za doma določene pravijo, pa ne, da za risanje Predvsem ja. pravijo, da za risanje, ne. Nazadnje dokaz je bil strip o Prešernu, kjer sem lahko delal 560 ur praktično neprekinjeno 3 mesece, ne. Od 7:30 zjutraj do 10 zvečer, tako da to je dokaz, da imam potrpljenje, čeprav me je pol malo stalo malo zdravja, ampak Kakšno je bilo to druženje s Prešernom, ko ste ustvarjali ta Glejte, strip? to je bila pa ena zanimiva izkušnja. Moja žena dela v Gorenjskem muzeju in je v bistvu andragoško-pedagoški program in je praktično celo delovno dobo, oziroma se še dela, vodila otroke po Prešernovi razstavi. In jaz sem ji dal idejo, da bi naredila en strip za otroke tam 2., 3. razred, za te male, da bi jim probala predstaviti Prešerna. Nakar smo prišla do spoznanja, da bo to težko, da je pa v glavnem otroci, mislim, tisti, ki hodijo v muzej, v ta Prešernov muzej, je to skupine tam od 12 do 16, ne, do 8., 9. razreda in da bi bilo morbiti zanimivo in na tak način narediti strip o Prešernu za to publiko, ki bi mogoče na drugačen način, ne tako vsiljiv, dobila eno podobo o Prešernu, tako da takrat sem rekel, da smo takrat 3 mesece skupaj stanovali Prešern pa midva, ne, ker sva praktično delala cel dan, ne, stvari so ona popravljala, tekste pripravljala, se popravljala, včasih skregala in tako da je bilo prav zanimivo. To sobivanje. Ja. Kot ste rekli, je šlo veliko časa, veliko ur, veliko dela, veliko delate z rokami. Kaj pa se zgodi, ko roka ne gre tako, kot bi si želeli, ko pride delovna blokada, če se ne motim? Glejte, to se ne naredi velikrat, ampak ravno zdaj končujem Orwellovo živalsko farmo. Nekako sem jo začel pred 6 leti počasi, no in zdaj jo končujem, imam še 3 strani do konca in ravno pred 2 meseci mi je taka blokada padla, da nisem mogel več ene strani narisati in sem odložil, da 2 meseca, no zdaj pa spet končujem in še 3 strani, pa bo 90-stranski strip bo narisan, tako da to se mi ne zgodi velikrat, ker drugače probam te stvari kompenzirati, tako da si vzamem čas, da grem, moram reči, da moja velika strast in ljubezen je zdaj v teh mojih letih golf, imam eno krasno družbo prijateljev. Tam je pa glavna barva modra, ste mi včeraj povedali. Tako, imenujemo se Modri klub, žal danes so imeli ene druge obveznosti, čeprav tam eden je, in se mu zahvaljujem, da je prišel. In imamo res eno krasno družbo, da mi je to taka relaksacija, da si to vzamem, ker rabim, pa ker v glavnem doma sedim, čeprav zdaj v ateljeju, ki ga imam, tudi stojim več, ampak mi je ta šport mi izjemno pomeni, da grem, da se razgibam, da igra, da je žogo, ker nikoli me ni kolo potegnil, nikoli me ni tek potegnil, zame mora biti malo heca, malo igre. Pa tudi ta družabna komponenta je pomembna, ne? Ste rekli, da se dobro ujamete. Imamo res eno izjemno ekipo, žal ni bilo prostora, ker imamo vse narisane, smo tudi koledar naredili, tako da bi še njih razstavil na naslednji razstavi. Kako izgleda to, ko jih narišete in jim predate? To mora biti nekaj posebnega. Več ali manj so vsi dobili za rojstne dneve in veste, do zdaj s tem karikaturam v glavnem ni samo problem, moram reči, da vse dolgi karieri me samo ena mama zavrnila svojega sina. Da njen sin pa ni tak. Tako da moram reči, ampak moram reči, je bila res ena. Bilo pa zadnjič ni dolgo na tega, sem ena gospa me prosila, če ji narišem sestro, imela 70 let in sem jaz to narisal, ji vdal in jo zvečer pokličem in pravi, veste, gospod Robert, izredno sem razočarana, izredno. Jaz sem rekel, zakaj? Veste, moja sestra ni taka, ne, to ni v redu.
Rekel, lejte, gospa, dajva se midva takole zmeniti. Vi to karikaturo jutra dajte sestri, pa me pa pokličite. In če na v redu, pa prineste, pa se vas še enkrat midla. In pol mi drug dan kliče in se upravičuje, da so bili vsi tako navdušeni, pa tudi sestra, da jo morbiti ona malo drugače vidi. Se mi zdi, da ste v enem od intervjujev rekli, da ste... Ne bom še to, imam še Povejte. anekdoto. Enkrat mi nama ena gospa kliče in pravi, da bi bila rada moža za 75-letnico na dnevnik. In se na dnevniku dobiva, takrat sem še fizično hodil, rekla mu 75 let, pa tako reto hribe, pa tako pa, če bi ga narisal, ja, pa sem rekel karikaturo, ja, tako gledam, ka imate prav, so zelo fajn, to bi rada. No prav, jaz si ga narišem, se čez en teden dobiva, jaz si dam tisto sliko, gospa pogleda sliko in začne, o Marija, 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 o Marija, Marija, a takle je, o Marija, gospa je rekla 100-krat Marija, Marija, meni je bilo malo naroden, sem rekel, prostite, gospa, sva se zmenila za karikaturo. Ja, prav, ja, se, lejte, se ni nič narobe, ne? O Marija, verjete se ga mogla navati, o Marija, Marija. No, čez 2 meseca ob 10 večer telefon, dvignem telefon in gospod po glasu spoznam, ja, gospa, sem rekel, a je kaj narobe? Je rekla, se davte bo nič več od tega, samo vsak jutr, ko grebe v karikature, se mi začne smejati. Nekoč ste rekli, da je v bistvu karikatura na nek način estetska kirurgija. Ne? Takole režete poteze obraza. Temu jaz rečem tako, kirurgi oduzamejo, jaz pa malo dodam. A ne, lep primer je žena Jureta Franka, pevka Simona, ki si me narisal za 40 let in je bila, moram reči, kar malo užaljena, da ni čisto zadovoljna, zdaj pa kadarkoli se srečava, prav veš, skozi bolj sem si podobna. Prej ste omenili Orwella, zakaj ste izbrali živalsko farmo, ne pa recimo 1984, to bi bil lep krog, ne? Ne vem, ta živalska farma me obseda že celo življenje. Že sam strip, jaz sem velik ljubitelj stripa in jaz sem tudi diplomsko nalogo na akademiji prijavil strip, pa sem jo zavrnil. Potem so mi pa nekako dovolili teoretični del, vseeno, da sem pisal v stripu, slikarstvo je moglo biti pa tisto klasično. Tako da, no, in med celo življenje velik ljubitelj stripa, zbiram stripe, vem, da kadarkoli sem po svetu hodil, je bil glaven čas, ki sem ga porabil, je bilo po knjigarnah, sem se prebijal po knjigah in stripih. No. In ta Orwellova farma me praktično že celo življenje obseda in pred 6 leti sem jo začel delati, prav na počasno in evo, zdaj letos pa zgleda, da bo zdaj, mislim, da imam še 3 strani do konca in bo zaključena. Vse živali na tem svetu so enakopravne, nekatere so pa... Samo nekatere so pa bolj, tako to je. To sem zdaj ravno na tej strani sem. To je tik pred koncem. Kako aktualno še vedno, ne? To je kot vaši izdelki in vaše karikature, vedno bolj aktualno. Mislim, da je cela zgodba izjemno aktualna, tudi ta moj način risbe, ki je v bistvu so vsi ti prašiči in živali so v bistvu že v človeški podobi narisani, tako da malo na en drugačen način, kot so bile do zdaj ti farme risane. Ampak glede na to, da že več kot 40 let sodelujete tudi z Nedeljskim dnevnikom, kot ste rekli, se morate hitro odzivati na dogodke, na različne stvari, ne, na aktualnosti, na to, kako se svet in mi spreminjamo. Ja, to pa gledajte, to pa kar spremljam in pol, zdaj sicer tam v Nedeljcu malo, tisti moj prijatelj delava skupaj to stran, malce popušča, tako da si jaz dajem duška polge na Facebooku z mojimi karikaturami. In potem tam tudi kaj pokomentirate. Seveda. Mislim, da bi mogel vsak umetnik, vsak, ki ima možnost na svoj način se oglasiti na stvari, ki se dogajajo. Je umetnost lahko ogledalo ne samo nas samih, ko pogledamo recimo podobo, ki jo vi ustvarite, ampak tudi nekega časa, ki ga odslikuje? Absolutno, mislim, brez tega in vsa ta zdaj prizadevanja za
zatrtje te umetnosti, mislim, da to ni prav. Če govoriva o Vučku, znana je tudi tista vaša zgodba, da ste s honorarjem kupili garažo takrat? To sem pa že kupil s tožbo. Tako. Se pravi, drugače bi bilo še manj. Drugače bo še manj. Veste, to je pa te finance in te olimpijade, to pravim, kdor ni živel v času Jugoslavije, ne bo razumel te zgodbe, kako so se te stvari dogajale. Jaz ne bom pozabil, da prvih 3 sestanki tega glavnega odbora, kjer je bil takrat tudi predsednik Mikolič in vsi, ki so sedeli, kjer je finančni minister olimpijade rekel, dajmo narediti s človekom pogodbo na prvem sestanku. Vsi so vajde, polako, če to, vsak treba, da se in tako na svetu. No pa na tretjem sestanku spet isti pravi, da pravimo se človekom ugovor. In spet, kam noriš, to bomo mi vse zrihtali, to bo vse šlo, no, to zadeva je šla mem. Jasno, tega ni bilo vse skupaj. Nam je bil gromozanski pritisk, zdaj, koliko bi jaz lahko zaslužil, koliko bi lahko dobil, in sem takrat imel veliko srečo, da mi je nekdo pripeljal domov doktor Pretnarja. Takrat je bil gospod v zdajšnjih mojih letih, je bil pa praktično glava evropska za blagovne znamke. No in enega me je celo, da je prišel k meni domov in sva tako sedela za mizo in me je pogledal, tiste stvari pregledal in je rekel, mladi mož, oni vam lahko zdaj rečejo hvala lepa in vas odpišejo, ker ste pristal na pogoje razpisa, ki je bil v časopisu, ne, takrat. No, potem je bil pa za mene vsem pritisk velik in me kliče avtorska agencija slovenska, takrat je Jugoslovanska avtorska agencija Ljubljana, in pravi, da bi šel v tožbo z olimpijskim komitejem. Sem pa rekel, da mene to ne zanima. Pa so rekli, gledajte, vi ne imamo s tem upravka nič, vi samo dajte podpis, nas zanima po strokovni plati, kaj bi se dalo narediti glede stvari. No, sem rekel, potem je pa stvar v redu, sem podpisal in nekako so se zavrtele tožbe tam v Sarajevu, tako so me obveščali in potem me pokliče ta Mladen Kolobarič, je bil art direktor, sva bila prijatelja velika in me pokliče prav, poglej, stvar je takale. Če se odločiš za poravnavo, priletiš v Sarajevo, greva na kosilo, ti plačamo 16 milijonov, to je bila 101 ali pa garaža, ali pa gremo naprej v tožbo, moraš pa vedeti, da enkrat ne bo nas, enkrat bo to in to je bila Jugoslavija. Jaz to pokličem avtorsko agencijo, rečem, poglejte, takole so mi povedali, kaj pravite. Glejte, mi bi šli naprej v tožbo, ampak vam pa povemo, da imamo egzaktno podpisane pogodbe, pa smo na sodišču že 10 let. Sem rekel, hvala lepa. Petek sem letel v Sarajevo, smo šla na kosilo, v ponedeljek sem pa pol po garažu. Glede na to, da ste bili toliko časa na samostojni poti, vas je verjetno to izmojstrilo in izmodrilo, da ste bili potem previdni, recimo, tudi kar se tiče kakšnih pogodb? Ja, prav, hud komercialist nisem bil nikoli. Ne, mislim, to zgleda, da človek vse težko obvlada, da si eno in drugo, ne. Ampak nekako sem probal pošteno peljati zadeve, glih, da se nisem dal, ne vem, glih tako okrog, pa ne z vsako stvarjo, nisem pa nikdar noben hud komercialist. Dela vam ne manjka in kot sva se pogovarjala, rišete, slikate. Dela ima zmeraj človek dosti, če ga zna najdeti. Tako da delam, gledajte, delam to, delam še zmeraj za nedeljski časopis, slikam v ateljeju za dušo, rišem strip, zdaj pa kdaj naredim kakšno karikaturo po naročilu. Tudi kaj ilustrirate? Kakšno knjigo ilustrirate? Tako, letos mi dal 2 knjigi za Tržiški muzej, oziroma v prejšnjem letu pa Zvezdni balon, tako da se dogaja skozi. Povejte nam še kaj o tistem svojem ateljeju za dušo.
Tega imate zdaj lepo osvetljenega doma, Ja, ne, po v dolgem eni času sobi. sem spet prišel do krasnega prostora ateljeja, kjer ima krasno svetlobo, krasno energijo in moram reči, da spet po dolgem času kar veliko slikam, tako da je to, ker ta slikarstvo je bilo kljub vsem delu, ki sem ga počenjal, je bilo to, temu rečemo, slikari, ki smo se preživljali na druge načine, ne, za popoldne, za dušo, tako da mi to zdaj kar veliko pomeni. Vedute, ženske figure. Vedute, ženski akti, pravijo fantje, da po spominu, da je treba pohiteti, tako da. Omenili ste že, da zdaj lahko ustvarjate tudi tako, da recimo, da stojite, imate prilagojen računalnik, prilagojeno. Ja, to je zdaj res. Zdaj to se je delam razmahnilo. digitalno, ker verjetno prav za mizo samo bi težko, imam vsa oddela, vseh let izrabljena vretenca, tako da bi težko sedel za mizo v klasični pozi, ki sem bil včasih, zdaj imam pa jasno pred sabo monitor 100x70 in sem lahko fino v stolu pod kotom 45 stopinj, tako da delam, toliko je velik, ja. Obljubila sem vam namreč vprašanje, da vas vprašam tudi o razvoju tehnologije. Če se spomnimo na tisto šestilo, pa vse ostale pripomočke, recimo leta 81 zavučka, pa kje smo danes, ko praktično s 3 kliki človek že lahko pričara tudi s pomočjo umetne inteligence neko podobo, ne? Kako gledate na to? Glejte, to, karkoli vzamemo, je računalnik še zmeraj orodje. Moram reči, zame je nekaj neverjetnega, ena neverjetna izkušnja, eno največje čudo, ki se mi je zgodilo v življenju od tega, ker jaz sem recimo leta in leta delal ročno, ne vem, kako poznajo poslušalci tehniko airbrush, ne, to je ena mehna pištolca s kompresorjem, kjer barvo špricaš na papir, ne, izrezuješ posamezne maske. Jaz sem delal za nekoga, ki sem imel licenco Disneyjevo, tako da sem delal Disneyjeve ilustracije. No in moram reči, ena taka ilustracija je zahtevala delo enih 3 tednov. V formatu A3 je bilo recimo izrezanih, kaj pa vem, to je bilo recimo v belih rokavicah, je bilo delati na papir folijo, izrezati majhen delček, ga odšpricati folijo dol in spet in tako naprej. Je bilo po par tisoč teh mask je bilo treba izrezati za eno ilustracijo. In potem se je zgodilo, da sem raven, ki sem delal Disneyjevega Pocahontas, mislim, da 5. sliko, mi je po enih 14 dneh pištolca naredila in sred ilustracije naredila flek, madeč, ki si ga ni dal ne zbrisati, ne, in je bilo vse delo za manj. Zdaj pa to delo pač v računalniku se dela na layerjih in je to malo čudo. Jaz imam recimo s karikature, prej sem jih delal ročno, zdaj jih delam digitalno, jaz siguren za vsako karikaturo zdaj porabim skoraj še enkrat toliko časa, ki sem jo porabil za ročno izdelano, ampak se pa seveda nivo, kvaliteta bistveno lahko popravlja. Ker se lahko lotite vsakega detajla in je vse Pa tako. čeprav, jaz sem v nekaj kolegov, ki niso šli na to digitalizacijo in eni so še zmeraj mojstri roke, kot moj prijatelj Petar, ki dela za avstrijske časopise, ampak jaz sem se pač takrat preklopil in moram reči, da sem kar zadovoljen. Povedali ste to lepo zgodbo o tem prvem srečanju tukaj v Kranjski knjižnici. Se sicer karikaturisti dan danes med seboj poznate, se spremljate delo drugih? Več ali manj se spremljamo, gledamo te karikaturisti po svet, kaj počnejo, kaj delajo. Zdaj pač nam to računalnik in internet nam pač to omogoča, ker pred leti pač ni bilo mogoče. Imate še kakšno željo, da bi narisali, naslikali še kaj, česar še niste naredili, kakšno karikaturo recimo, koga, ki ga še niste? Koliko je še načrtov, to je še ogromno. Je lažje ali težje narediti karikaturo nekoga, ki ga poznate? Včasih ja, včasih ne. Zdaj, vsak karikaturist ve, jaz temu rečem, ko začnemo delati karikaturo, jaz rečem, da me more karikatura pogledati, ker jaz vidim, da me karikatura pogleda, pa je zame delo končano, pa je v bistvu samo še skoraj tehnično delo, dokler naprej do te faze, da te
karikatura pogleda, da, ne, tako kot me ena mama vprašala, če poznam njenega sina, sem rekel, žal ne, je rekla, kako ste ga pa mogel pol tako v dušo zadeti, ko ste ga narisal, ne, tako da to imamo karikaturisti pač eno danost, da znamo pobrati, no, znamo najdeti izraz na obrazu, pa tudi, je pa, če človeka poznam, ne, je pa seveda včasih težji, ker sem pol veliko bolj zahteven do sebe, kad delam kot sicer. Zdi se mi, da imate tudi posebno vrsto lucidnosti, ne, občutka za ljudi, da jih znate prebrati. Mislim, da je to treba imeti, ne, ker poznam kar nekaj karikaturistov, ki so sicer dobri risani, dobro delajo, ampak manjka jim pa tega, da, ne vem, da jaz temu rečem, da karikatura zaigra, ne, sicer perfektno narejena, perfektno risana, to je tako, ko gledate na morju te risarje, ne, portretne, ne, do zdaj sem jih videl 100, pa samo 2 bi rekel, da sta bila res vrhunska, vsi ostali so bili izjemno naučeni vrhunski risarji, ampak približen, ko pogledaš, je pa vse ista zgodba, ne. Danes je svetovni dan zemlje, gospod Trobec, mogoče še eno vprašanje, glede na to, da kot športnik ste bili veliko zunaj, ne, tudi kot ste orisali, zdaj preživite precej časa med igranjem golfa. Kako gledate na prihodnost našega sveta in predvsem narave? Moram reči, da ne z velikim optimizmom, ker mi je sicer žal, da se pač ljudje ne zavedamo, kam vse to pelje, da mi je to velika žalost, me takrat pograbi, ker kaj zapuščamo našim vnukom, kakšen svet je to, mislim, ena velika škoda, ker bi z malce pameti lahko živeli eno prekrasno in zdravo življenje na svetu, ne. Tukaj nam še manjka. Tako. Malo modrosti, ne? Ne samo modrih, ampak modrosti. Mislim, da kar veliko modrosti. Kdaj ste bili nazadnje v Barceloni? Ste si ogledali kakšno tekmo kluba v živo? V Barceloni sem bil pa na olimpijskih igrah, sem si ogledal košarkarsko tekmo finale takrat, tako da v Barceloni sem bil, enkrat sem bil. Ni bila nogometna tekma? Ne, ni bila nogometna. Ste navijač Barcelone, ne? Sem pa velik fan Barcelone in takrat je pri nas seveda, da takrat je meni. Vas to odmakne iz ateljeja pred televizijske zaslone? To pa ni debate, to pa se igra Barcelona, je pa pri nas šal okrog vratu. Jutri je svetovni dan knjige, v takšnem lepem prostoru sva, ne, obdana pravzaprav ne samo z vašimi deli, ampak tudi s knjigami. Kaj pa knjige berete? Veste kaj, zdaj, bral sem več, zdaj berem zaradi oči manj, tako da moram reči, da tle se ne morem, da je v zadnje čase pohvaliti, da bi kaj dosti bral, ker mi začnejo črke migotati in verjetno zaradi ekranov, ki precej pred tem presedim, tako da zdaj nisem kakšen hud bralec. Sem pa razmišljala, kako lahko tudi risba, slika, ilustracija, ne, doprinese in dvigne vsebino. Ja, mislim, da je pa vsaka ilustracija delene knjige, v bistvu mora biti to povezano in to delo se moraš takrat kar fino knjigo prebrati, ne, zdaj berem mislim, kad delam to Farmo, vem, da sem jo zdaj nazadnje že prebral najmanj 6-krat, ne, da probam zdaj z risbo pobrati stvari, ki so noter, tako da je sigurno ilustracija je bila in bo vedno sestavni del, da ne govorimo o otroške knjige. Ja, ustvarjanje za otroke. Absolutno. Vam je to pri srcu? Radi to počnete? Zelo, poglejte, vse je bilo kar nekaj slikanic sem že naredil, da ne govorim o mojem stripu Čenča, ravno danes sem naredil 964. Čenča je tista zgovorna junakinja, ki je verjetno ena od najprepoznavnejših, a ne, junakinj v časopisih pri nas. Ja, verjetno, ne, mislim, sigurno ima, če od prepoznavnosti, sigurno pa najdaljši staž, to je pa definitivno, ker je praktično izhaja že 40 let. Kako je pa prišlo do Čenče? Kaj pa vem, to pa verjetno, ko sem v mojih otrokih, ki sem jih mogel, vsako jutro, ko sem jih hodil v vrtec, so hoteli, da sem se izmišljeval zgodbo, no, in smo si pol nekako
zmislili ta prvo enega čivčirivčija, potem pa eno čenčo, no in iz tega sem potem ponudil, mislim, da ta prvič v en časopis ITD, ki je bil, no potem sem pa v nedeljcu rekel, da bi tam začel izhajati in potem pa začela in je postala čenča nedeljka. Čenča nedeljka, ja. Ki zna pokomentirati mnogo reči. Tako, tisto je pač, probam, da ostajam, da ne prekomentira kaj hudega. Ko smo že pri komentarjih in vprašanjih, jaz mislim, da je zdaj kar dober moment, da vas vse prisotne tukaj v Kranjski knjižnici pozovem, da tudi vi kaj vprašate gospoda Jožeta Trobca, mogoče, da delite kakšno svojo izkušnjo z njegovimi deli, lahko se spomnite na Vučka ali pa na širok spekter druge ustvarjalnosti, ki nam jo je danes predstavil, lahko ste njegov soigralec pri golfu, veseli bomo kakšne takšne zgodbe. Kdo se bo prvi opogumil? Če ne si pa pogledal razstavo, je to kar v redu. Mislim, da je bilo dobro, da nas smemo pretiravati. Aha, tam je ena roka. Bomo prinesli mikrofon do vas. Samo trenutek. Evo, mikrofon potuje do vas, da vas vsi slišimo. Izvolite. Dober večer. Ja, živijo, lep pozdrav. Zelo vesela, spomini na Petra se mi tudi vrtijo zdaj na Gorenjski tisk. Tudi, če te ne bi poznala, bi vsi vemo, da je tvoje delo neminovno povezano s humorjem, s smislom za humor. Kako se ti zdi skozi vsa ta leta, kaj se dogaja s humorjem? Kako je s smislom za humor? Kot smo slišali, ste vi zelo iskrivi, imate smisel za humor, tudi karikature ga nosijo, kako je nasplošno? Brez smisla za humor bi karikature verjetno težko risal. Tudi pri politični karikaturi, ki jo kar zadnje čase dosti slišim, je treba imeti malce kakšno dozo humorja, da ne spade prehudo. Kaj pa kot družba? Še zmoremo kaj samo ironije in smisla za humor? Jaz mislim, da. To bi mogli povedati fantje moji modri, ampak mislim, da se kar... Nekaj bi rekel, vsak dan, ko vidim kaj na netu, ženo pogledala kakšno karikaturo, mi polepša dan. Tako da sem, čeprav izložila, sva skakal kaj igrala. Super. Prav polepša mi dan in sem dobro volela. No, vidite, gospod Jože, to je pa lepo, a ne? Glede na to, da so vaše karikature glavonožci, da so glave tiste, ki so izpostavljene in velike, saj to je tudi lepo sporočilo, v svetu naprej, v prihodnost z glavo. Recimo. In smislom za humor. Recimo, tako, absolutno. Predvsem pa smislom za humor. Še hčera mi poklizila prav, neverjetno. Enkratno. Tako da imamo srečo, da ga imamo. Dobite takšne odzive velikokrat? Ja, moram reči, da kar. Poseben te ljudje, ki mi tako sem tja naročajo kakšne karikature za svoje obletnice, moram reči, da so včasih odzivi, recimo, pred nedavnim sem risal nekega producenta narodno-zabavne glasbe v Švici, v Šutoru imel za 50-letnico 600 ljudi v Baslu. In potem sem iz radia sporočil čez 14 dni, da je ta človek, da je dobil frajtonarce, da je dobil klaviature, da je dobil, ko prišel v Big Bang, on je pa cel večer hodil s karikaturo po Šutoru, pa se z ljudmi slikal. Glede, če zna človek razumeti, če ima malo tega, da razume. Probam pa, moram reči, to, kar je bistvo v mojih karikaturah in to se trudim, da, veste, karikaturo, recimo, risal sem učitelj na golfa, ki ima očesno napako. In narediti karikaturo nekoga z očesno napako ni hec, da ostane kljub vsemu dostojanstven, ostane prijazen in da si v bistvu všeč, da probam, da te moje karikature, kjerkoli razen, moram reči, včasih v teh političnih mi malo ide, da niso zlobne. Ne, tle še ena luštna stvar. Pred leti sem
za časopis, ne vem kolikrat narisal podobnika Janeza v različnih oblikah, ki je bil še funkcionar. Potem mi ga pa naročijo za njegovo 50-letnico. 3 sem mu narisane in 3 sem strgal. Potem sem ga pa eno jutro v pidžami narisal v 5 minutah, no tako, ker sem mogel malo pogled spremeniti. Probam pa bistvo karikature morajo si biti, ne smejo biti žaljive, morajo biti, jaz ti moram reči, morajo biti prijazne, morajo si biti portretiranc všeč, ker kljub samo, da mu poudariš določene stvari, ker nekdo misli pač, da, kot je rekla gospa, ne, ti velik nos, da se ga mogla navaditi, da jih je treba tako narediti. In mislim, da mi to uspeva, no vsaj po zdajšnjih odzivih, razen tiste mame, ni bilo še pritožbe. Jaz vam seveda želim, da roka še dobro teče, da navdih še pride, da bo svetloba v vašem ateljeju za tisto za dušo še takšna, kot si jo želite. Če boste pogledali tudi na njegovo Facebook stran, boste videli, da je odziven s svojimi rokami in glavo tudi na aktualne dogodke in da mu navdiha res ne manjka. Ko imate kaj časa za kakšen sprehod po Kranju, kam najrajši greste? Imate kakšen svoj najljubši kotiček? Poglejte, to so tle kraji. Od zdaj, ker imam golf, žal imamo v družini malo drugačen sistem, smo zdaj naredili zaradi bolezni, tako da ne gremo prav okrog, da smo pa rada šla žena na Šmarjetno, Jož, to so te kraji, ki grem jaz narejši. Drugače pa za v hribe pa nisem, jaz zmeraj rečem, da nisem nič pozabil tam. Tako da so rekli, da me bojo na Triglav, je rekel top, da me bojo nesli, tako kot paraplegika. Imate pa radi morje, ne? Ja. Morje, na morju sem, morje imam rad, nisem rad na morju. Kajti, če sem prav opazila, so kakšne vaše vedute pogosto krat kje Ja, na to je zelo, Primorskem? jaz imam teh skic z bar, ko smo še pred leti veliko hodili po morju, tega imam skladovnico teh skic z barke, ki jih še zdaj v ateljeju delam, da izjemno imam rad morje, pa to nekako me pa ta turističen, pa ta morje nekako ne pritegne, ne, da pa. Če bi mi eden dal izbiro, bi pa verjetno živel tam v kakšni hiški, ki je na samem, pa gledal na morje. Jaz vam želim še čim več razgledov, da boste spočili oči, ki tudi so pomemben del vaše ustvarjalnosti, ne, in jasnega pogleda na svet, pa veliko zdravja. Vendarle, ker je danes svetovni dan Zemlje in ker sva govorila o zaščiti okolja, pa lahko povem, da so objavili v Sarajevu tudi en video, kot sem že omenila, v katerem govorijo o Vučku in spomini na Vučka in da so dejali, da je tudi z vašo pomočjo volk v okoliških gozdovih, v okolici Sarajeva zdaj zaščiten oziroma se ljudje zavedajo, ne, kako pomembna je narava. No, vidite, pa še ena komponenta vsega tega ustvarjanja. Ko so me vprašali, zakaj je Vučko, sem rekel, edina stvar, ki sem jo vedel v Bosni, je bila to, da sem kot majhen otrok sem veliko bral, sem bral eno zgodbo o Jahorini in volkovih na Jahorini. No. In zato sem mu jaz tudi dal takrat ime Jahorinko, potem so pa to spremenili. In vsi ga poznamo, zdaj pa upam, da vemo še kaj več o gospodu Jožetu Trobcu. Hvala, ker ste prišli, hvala za ta večer in verjamem, da boste še poklepetali. Hvala. Hvala.